Kje ste moji Halloween alieni? Danes delam en video, ki po več ali manj za mojo dušo. Kdor mene pozna, ve, koliko jaz palim na seasonal stvari. Se pravi, če imamo en leten čas, ko je za jesen, bom jaz toliko časa nabijala te stvari, ki so najbolj tipične za jesen, da jih pač izcuzam do konca. Ker se zavedam, da je enkrat proti koncu tega letnega časa, kot recimo folk res ne more poslušati All I Want for Christmas pred Božičem, po drugi strani pa, če začneš to poslušati na Božič, se zgodi, kaj je, neč pa ga je pa konc, ampak dejansko po 25. decembru ali pa bog ne daj po 1. januarju je tega konc, se pravi, zakaj bi sem 5 dni to delal? Ne, začne se oktobra. Gremo čim prej začeti, ker predvidevam, da ste ta video kliknili po defaultu, zato ker ravno zdaj rabite idejo za enega. Na metanje vse po vrst ne gre, nič po žanrih ne gre, nič po temaj, serial, kaj, čistko po filmu sem jih nametala, tako da gremo po vrst. Prvič, Hokus Pokus. To je taka klasika, jaz se tega spomnim, ko sem bila otrok, ki je bilo vsak let po televiziji, samo da takrat smo bili še toliko majhni, da nismo imeli standardov in nas ni motil to, da je tako totalno požigalcem. Tako malo starejši film je, ful se začuti, ampak če se vrnemo ta pravemu moodu in ti vse in imaš, ne vem, nek kakao in dobro družbo, glej to, nasmejal se boš, užival boš, bolj kaj ne komedija, tako da enjoy. Na drugem mestu je, oh my lovely, Halloween, no, Nightmare Before Christmas, torej nočna mora pred Božičem. Zakaj tle Božič zraven, ne se ustrašiti, v bistvu več ali manj je Halloween mood tukaj noter. Tako kot vsak film od Tima Burtona je to pač nekaj najboljšega v lifeu, s tem da valjda je vpleten zraven Johnny Depp, moja velika filmska ljubezen, tako da je pa resen, kaj to, če nisem omenila animiran film, kako bi se rekel, te plastelinkoti varianta. Super to opisujem, res dobro, zato verjetno delam veliko teh videov, to je bil sarkazem. Verjamem, da ste večinoma že to gledali, če pa še niste, pa prosim, dejte. Na tretjem mestu je Corpse Bride. Zelo podobna situacija, mislim, da je ta celo malo zimskega pridiha, če se ne motam, ampak vseeno, glede na vse možne okostnjake tukaj noter in na smrt, ampak še zmeraj neke vrsto komedijo in ljubezen in sploh je pač ekstra primerno tudi za že Halloween oziroma jesen. Potem imamo You Got Mail. Jaz tega iskreno že leta in leta nisem gledala. Možno, da bom zdaj zelo kmalu, da se spomnim, zakaj se gre. Je pa drama, ljubezenska drama, maybe. Priporočam zato, ker če rabite mečken metuljčkov, pa mečken kaj lepega pogledati, gledajte to, ker vem, da je ful dober film. O dveh knjižničarjih, ona ima ful mehno knjigarnico, ona ima huge knjigarno in v bistvu sta si rivalca, samo da še ne veste tega, medtem ko se dopisujete nevedno. Se pa dogaja jeseni, zato je tako ekstra primerno za ta letni čas. Naslednja mesto je grozljivka, nekaj zame, sicer Get Out. Ne ti, pač tako naslov Get Out. Ful huda grozljivka, ta je ena v njih boljših, tako kot je tudi potem grozljivka Us, mislim, da je isti režiser. Obe sta zelo primerne realno za jesen, ampak Get Out je res jesenska pravica, da se jesen dogaja in mindfuck na konc, kako se konča, meni je zakon. Ampak sem pogledala samo enkrat, ker mi je res težek film. Na naslednjem mestu je Pet Sematary. Tle vam ne bom težila, ali gledajte stare verzije, ali gledajte nove verzije. Mislim, da je celo več starih. Nova je ena, jaz sem gledala v kinu, meni je zakon. Ne bi gledala še enkrat, ker tako kot sem prej rekla, tam ima težko vsebino, preprosto. Enkrat imam dost, ampak je dober film je. To je prav tak, sem dan prišla iz kina, ko sem me vprašali kakšen je, sem rekla, dober je. Nisem mogla drugače opredeliti. Ja. Ne izstopa pa ful se mi zdi od prejšnjih verzij. Na naslednjem mestu je Halleluja, The Discovery of Witches. Odkritje čarovnic, to je serija, pazi. Ta serija res nima pozornosti, ne vem zakaj, meni je vrhunska, tako zelo očitno se začne jeseni, ful je ljubezensko obarvana, meni je to ena unih ljubezenskih zgodb, ni preveč, ni premalo, ni preveč zapletov, ki me že živčno delajo, tako kot nek Vampire Diaries, res tako prijetno za gledati. Scenarij v tem filmu, pač kadri, pokrajina, barve,
ful lepo, res lepo za pogledat. Na naslednjem mestu je Brightburn. To bi poznali biti neki za moje fela alien moške, ker v bistvu je nek hero story, kot nek science fiction, tako kot iz Kryptona, iz kje že prelečemo, ne vem, Spidermana, Supermana, je tle tudi nekak superhero vibe, samo da se ne izkaže za superhero tam, ampak za nekaj problematičnega, ker ima toliko moči ta mulc, da v bistvu je grozljivka, če se ne motim. Meni osebno bolan film. Jaz sem to gledala še tako mišljala, trailer mi je bil ful hud, ampak mene traileri ponovadi zapeljejo pravo pot in sem bila tako, ok, I freaking love it. Meni je top grozljivka / kaj sem, science fiction, ne vem. Nadaljujemo spet z grozljivko. Ta je pa ena tistih, ki sem jo najdla random na popcornu, ki ti je toliko všeč naslovnica, ki ti je toliko všeč opis, ki ti je vse toliko trailer, vse je tako top, ki veže v nekaj narobe in pa jo gledaš in ni nič narobe. Meni je bila top, res zanimiva, nekaj posebenega, nekaj, ker če bi jaz gledala kot otrok, da vas opozorim, bi me bil ful strah. Ful bi me bilo strah, ampak to sem gledala lani in sem bila tako, I freaking love it. Res, moj stil totalno, pa če ne par scary zgodbic not in top. Mislim, da lahko tega kolega dodam v kader, glede na to, da smo okoli Halloween. Ne bo šlo. Si lahko tle. A se ga kaj vidi? Malo se ga vidi, dober je. Na naslednjem mestu je Edward Scissorhands. Oh my god, the feels. Nisem prepričana, koliko odstotkov tega filma se dogaja jeseni, ampak jaz če pomislim, kdaj si želim ta film gledati. Ker sem ga gledala, se mi zdi, da septembra in mi noro sedel, zaključ se pa poj decembra, tako da mislim, da dejansko sedel ta jesenski čas. Čudovita ljubezenska zgodba, noter je freaking Johnny Depp, že veš, da bo perfekt v svojih najboljših letih, res krasen film. Meni je božanski, res. Na naslednjem mestu so moji dragi Harry Potterji. Zakaj? Zato, ker ko priješ do točke v Harry Potterju, vedno imaš praktično vse letne čase in ko priješ do jesenskega, veš, da v nekaj mini Halloween, obarvana tema in takrat si pač, it feels like home. Hogwarts, it's my home. Zdaj mi je prav prije, da bi šla gledati, ampak ne, preveč me res danes. Naslednje mesto je Hudičev brivec ali Sweeney Todd. Mislim, da je to celo delno musical, spomnite me, če se motim. Valjda je zraven Johnny Depp in pa ne vem kako je ne že ime, ampak v Harry Potterju igra Bellatrix, ta ženska, ima tudi ful pomembno vlogo in v tem primeru, če se prav spomnim, malo sem že pozabila, Johnny Depp oziroma ta Sweeney Todd nima najbolj prijazne vloge, ampak še zmeraj mi je ful dober film, tako da, ali musical. Malo sem pozabila, ampak vem, da mi bo všeč, tako da pogledajte si ga. Na naslednjem mestu je You All Know It, The Nun, Nuna. Jaz sem to gledala enkrat in edinkrat, pa ne zato, ker bi mi bilo toliko strah, ampak pač preprosto je tak film, ki ga ne gledaš velikrat. Gledala sem ga v kinu, bilo je scary. Dejansko, tle bom prav dala odlomk momenta, ki so mene ustrašili s to Nuno. Hvala Radio Antena. Da je pa scary sprav, če boš Nuno dal v grozljivko, bo scary grozljivka. Na naslednjem mestu je The Chocolate. Film nasloven čokolada. A veste, kako se to gleda? Usede se dol po možnosti z nekom, da se stiskaš in pa še narediš ful čokoladen kakao ali kakšno kavico, ful čokolade zraven, tako ful različnih čokoladnih ne vem kaj. Najbolj, da greš v Maxija in si nabavaš ful različnih čokoladnih sladkarij in pa je to zraven ješ in si tako res en dan rezerviraš, da sam to delaš in tako pa je ti vloži nabruhane od vse čokolade, ampak ta film je tak, da to res paše zraven. Mislim, da je bolj kot ne drama, a sem rekla, da je Johnny Depp not, spet je Johnny Depp not. Ne morem pomagati, preprosto on je očitno v vseh jesenskih filmih, ali pa nasploh v vseh filmih, ne vem, vseh dobrih filmih. Tako da ja, ker je tle ljubezenska zgodba not mi ful simpatična, pogledajte si. Na naslednjem mestu je ena klasika, scary, zelo prestrašila se. Nightmare on Elm Street, to je pa ta klasika, ki je pač otroci, ki začnejo spati, oziroma mladi, ki začnejo spati, začnejo sanjati in v sanjah so ranljivi od tega Freddy Krueger. Klasika, to bom rekla. Spet je Johnny Depp, oh moj bog, ampak mislim, da on tle ful hitu umre, tako da
pardon za spoiler. Ampak to je klasika, to ste vsi že gledali po moje. Na naslednjem mestu so pa Gremlini. Tega nisem jaz gledala spet že 100 let, ampak sem bila mulcem jaz to konstantno gledala. A se spomnite unga ta malega highlight, ker ne prenesejo luči, pa ne prenesejo vode. To je to cute, čeprav imam feeling zdaj, če bi to gledala, bi bila tako, oh my god, it's so badly made, ker pač veš, da je top film, ampak pač takrat tehnologija res ni dopuščala tako dobre, ko se že temu reče, ne grafike, ampak pač Gremlinčki so tako res kauna igračka dobesedno, pač ni tako dobro narejen. Je pa še zmer tako, funny. Te imamo It 1, It 2, božansko. Najbolj pri tem je, ker dejansko se dogaja jesen, zdaj ne vem, se dvojka tudi jesen dogaja. V glavnem, to zdaj božansko sede na jesensko vzdušje. Meni že, ne vem, nekako barve tega filma, že It sam tak je, kloven, oranžna, na začetku v dežju laufa ta mal, kako je že on, Georgie, ta palerinca, dež, čist jesensko, tako da to zdaj res paše. Tako res, zdaj sem se pa najdla kraljico Halloween risank. Nimam jo na seznamu, ampak zdaj sem se jo spomnila, sicer Coraline. Oh my god, Coraline. To pa res, to pa must see. To je pa tako umetnost, umetnost animacije, res. Top. Po moje sem jo dosti prodala, gremo naprej. Practical Magic. Praktična magija v bistvu, prevod, I guess. Nicole Kidman pa Sandra Bullock, ona dve kot čarovnice, sestre, če se ne motim. Ta film je toliko zanimiv, res je krasen. Ful lepe ljubezenske zgodbe. Spet mislim, da je bolj drama kot ne, ampak pa čarovnija, magic, čarovnice, čarovniški svet nečarovnic. Ampak ni poudarek na tem, poudarek je pač na življenju teh dveh čarovnic. S tem, da je ena ful taka umirjena, družinska, Nicole Kidman, pač druga sestra je pa taka divja, pslovska, seksualna, pač res. Na mestu je nekaj, kar sem gledala, sicer tole snemam septembra, jaz zdaj že začenjam. Včeraj sem gledala Hotel Transylvania, Enka je čez vse, dvojka še zmeraj dobra, trojke se pa iskali spomniti, tako da najbolj ni tako dobra, ampak še zmeraj Hotel Transylvania. Nima kaj za reči, itak so pošastke, basically, kada bi gledal Halloween v risanki, pač top. Na naslednjem mestu je nekaj, kar vas spet po mojem ni to gledali, pa ne vem zakaj, Carrie, mislim, da obstaja več verzij, vsaj dve jaz poznam, gledala sem pa samo ta najnovejšo, ki je noter, ne vem, kje reži ta igralka, ampak ful dobro odigra, res ful dobro, pa njena mami tudi, ampak je scary ta film. Tako, na naslednjem mestu imam Ratchet. To je pa serija, ki sem jo kar končala. Če imate feeling, da jaz konstantno gledam filme pa serije pa to je res. Samo zdaj sem bila slučajno ene 5 dni fraj in vse, kar sem rabila, je bilo počivati in nič mi ni sedelo bolj kakor ležati in gledati stvari in samih. In pogledala sem Ratchet skoraj v enem dnevu, ker je samo prva sezona zunaj. Poglejte si, bolano je, če imate radi American Horror Story, je tole v bistvu samo kot neke vrste nadaljevanje, še igralci so skoraj enaki. In obviously, naslednjem mestu je American Horror Story, sploh ni važno, katerega zberete. Meni osebno sta najljubša Asylum, mentalna bolnišnica, očitno ne znam izgovoriti tega v angleščini, in pa Freak Show. Sta mi najljubši sezoni. Samo še dva imam, tukaj lahko moški vstavite, ker verjetno vas ne bo neki ful interesirala romantika ali pa romantična komedija, ampak na spisku imam Love and Other Drugs. Danes sem šla prav trailer gledati, da se prepričam, če se dogaja jesen, ker sem imela samo feeling, da se dogaja jesen. Bila sem mislim, da je jesen, ne vem zakaj, po moje, da je. In grem gledati, sem bila tako, vzad vidim drevesa, ki me jo rjavkaste liste in meni to ful sede jesen gledati. In pa na zadnjem mestu je Crazy Stupid Love, tle pa jaz nikakor ne dam roke v ogenj. Au! See what I did there? Ne dam roke v ogenj, da se dogaja jesen, ampak mislim, da se, oziroma feeling je približen tak, tako da pogledajte si. Ena boljših romantičnih komedij meni osebno, pa res nisem toliko za te stvari, ampak ta je res ena boljših. In to je to z moje strani za danes. Alien Mama bo počas out, verjetno še danes, ki od tega pogledam. By the way, trenutno čisto povem, da gledam The Great, serija. Dogaja se na ruskem dvoru, nimam pojma katerega leta, ampak je ful zanimiv, tako malo komedija, malo drama, te dvorne spletke in
v bistvu kako ženska vsem poskuša priti do oblasti, pa če že ne direktno, indirektno prek cesarja recimo, ker v bistvu glavna igralka je cesarica. Tako da, to je to za danes. Se vidimo, ko malo pridni, bojte Alien Mama out, čau, bye!